Ukorakali smo v mesec, ko ne spreminja barv samo narava, ampak tudi družba. Oktober je mesec namenjen ozaveščanju raka dojke. Aktivne so v tem mesecu tudi članice in podpornice Europa Done iz Slovenske Bistrice, ki delujejo po družnici Podravja. Da so športne aktivnosti slogan tudi njihovega delovanja, so potrdile s prvim dobrodelnim teniškim turnirjem v igri dvojic. Na igrišče je stopilo 10 tekmovalnih parov, ki so se predvsem družili in na koncu tudi tekmovali. Več o tem dogodku pa predsednica Anka Pušnjak. Res smo izjemno veseli, da je prvi, ki smo ga poimenovali kar tradicionalni in mislim, da bo se to res prijelo. Teniški turnir v sodelovanju z teniškim klubom Slovenska Bistrica tako dobro uspel. Tudi vreme nam je naklonjeno, kar je izjemno po vseh teh dneh dežja. Odločitev pa je nekako se rodila v moji glavi pred poletjem, ko sem razmišljala, kako bi naše članice še bolj aktivno v času rožnatega oktobra njih in vse ostale občane vključili v telesno aktivnost, poudarili telesno aktivnost, ki je tako pomembna. Vedno govorimo o samopregledovanju in preventivi in programih, ki jih imamo v Sloveniji. Mislim pa, da je tista telesna aktivnost tudi izjemno pomembna. Pri zdravih ljudeh seveda, potem pa še bolj pri prebolelih in pri tistih članicah, ki se zdaj že boljše počutijo in so tudi drugače aktivne, ampak da pobliže spoznajo tudi druge športe, kot je tenis, ker tenis ima v Slovenski Bistrici zelo dolgo in bogato tradicijo. Nekako smo za prvi teniški turnir zastavili neko končno število, kar pa verjamem, da bomo naslednje leto spremenili glede na odzive in številne prijave, ki so še prihajale. Tako da samo dogajanje in članice so se res potrudile, da je danes tukaj vse tako, kot mora biti. Članice so zraven športnih aktivnosti opete tudi v različne druge dejavnosti. Podružnica v bistvu ponuja psihosocialno podporo vsem članicam, vsem bolnicam, ki so zbolele za rakom dojke. Jaz sem članica že od leta 2017 in res najdeš nekoga, ki ima enako mišljenje, delimo svoje zgodbe. V bistvu družimo se, imamo ročna dela, imamo urice druženja, telovadbo, sprehode, tako da za vsakega se nekaj najde. Svojo zgodbo življenja in to zahrbtne diagnoze raka dojke nam je zaupala tudi neutrudna prostovoljka Silva Krstnik. Pri meni je zdaj 29 let po operaciji dojke. Moja izkušnja je takšna, kot za vsako, recimo pred 29 leti se še ni toliko govorilo o raku dojke, je bil bolj tabu. In na primer, ko sem jaz zbolela rak dojke, ko sem gotovila, ko sem šla v bolnico, ko so mi odstranili celo dojko, meni je bil prvi, kaj sem mislila, zdaj bom pomrla, raka imam, to ne bom preživela, ampak je to čisto drugače, da tak je pač tisti občutek, ampak hočem povedati to, da je pomembno, da je nekje kakšna prostovoljka, ko je šla čez to bolezen, ko mi lahko pomaga, svetuje, prisluhneš, da ji poveš, da imamo tudi v Bistrici to, da se lahko z nami druži, pa da imamo izlete, da smo aktivni, da ni samo to, da bomo sedeli pa se o bolezni pogovarjali. Tudi, če ima kakšno vprašanje, ji bomo odgovorili, praktično pa bolj družene in da smo pač vedno si rečemo, da smo sotrpinke in da smo take, kako vam bi rekla, pozitivke.si.